Ajde, no, ni čisto, ampak osnova pa kar je. Odkar smo videli Mazdin koncept Kai, ki je napovedal novo Mazdo 3, smo na serijski model res polagali velike upe in ni razočaral. Od spreda je trojka jezna ko hudič. Bočnih linij skoraj ni več. Na cestebriček bi kamotno montirali še ena vrata, tako je širok. Zadek deluje tako, kot da ga je oblikovala gravitacija in ne en pedantni Japonec. Ja, in detajli, kot je tale črna svetleča plastika, dodaja samo še premijski pridih. Želite še več? Ni problema. Znotraj je preskok še večji. Armaturo so sestavili iz boljših materialov, kot jih vidite v 3-krat dražjih avtih. Česarkoli se redno dotikate, je mehko in nobenega čelička ni nikjer. Slišite? Ja, jaz tudi ne. Položaj za volanom je vrhunski, sedenje je dobro in šli so celo v takšne detajle, da so poenotili celo zvok gumbov, ki jih pritiskate. Mazda 3 daje občutek, da nasedite v avtomobilu množične serijske proizvodnje, pač pa v nečem, kar je nekdo skrbno oblikoval samo za vas. Zadaj. Kvaliteta je enaka. Pri vratnih panelih niso šparali, je pa huda oblika in dizajn terjal svoj davek pri prostornosti. Zdaj, prostora za noge zadaj še nekako bo, če ste pod 1,80 m, tako kot jaz, ali pa če spredaj sedi en majhen, naprimer Anže, in če ste klaustrofobični ali pa vas je strah teme, vas bo zadaj strah, ker so okna res miniaturna. Tudi v prtljažniku je zelo temno, zato ne priporočam. Prostora pa je praktično enako kot prej, zdaj 358 litrov. Ni najboljše, ni pa niti slabo. Občutek na cesti je zdaj dosti bolj zadušen kot prej, veter se manj sliši, kar je dosti voznikov motilo pri prejšnji generaciji. Imam pa občutek, da sem od krmilnega mehanizma zdaj bolj odtojen, ampak to spet pripomore k bolj premijskemu občutku. Lega je super, sistem G-Vectoring, ki zdaj v zavojih samodejno zavira določeno kolo, ko je to potrebno, da se avto zato hitreje povrne v pravi položaj, pa je zdaj še bolj izpopolnjen. V orenku vinku avto odpusti marsikaj. Je pa malenkost tečno to, da če se nekomu prilepite na rit, avto neha pospeševati, dokler do konca ne pohodite plina. Ja, v kakem prehitevanju zna to zmotiti, na avtocesti je pa kar pametna pogruntavščina. Od bencinskih motorjev je zaenkrat na voljo samo tale G122. Ja, dobil je cela 2 konja več, do 100 pa rabi celo sekundo in pol več kot prej. To pa zato, ker se je Mazda 3 v četrto poredila za več kot 170 kg. Običajno novejši modeli hujšajo napram prejšnjim, ampak tukaj očitno ne. No, do 100 rabi zdaj več kot 10 sekund, bi jih pa še veliko več, če ne bi imel tako dobrih prestavnih razmerij. V drugi lahko recimo pičite 105 na uro. Tega ne početi, ker potem poraba ne bo dobrih 6,5 litrov, kolikor je ob normalni vožnji. Ko kruzate, pa celo izklapla 2 valja. In če boste pozorni, boste to tudi slišali. Mazda 3 trenutno v svojem razredu nima konkurence, vsaj kar se dizajna in kakovosti materialov tiče ter vse splošnega počutja. Prostornost in uporabnost pa ni bila v prvem planu, zato tukaj ni najboljša ni niti motorizacija. To pa se lahko spremeni proti koncu leta, ko k nam zapelje Skyactiv X. 180-konjski bencinar, ki za delovanje ne bo potreboval svečk, sparjen pa bo lahko tudi 4-kolesni pogon. Nova Mazda 3 vas bo v osnovi stala vsaj 20 jurjev, točno takšna pa pride 22,5. Ni slabo. In razpon pri dodatni opremi je za 5 jurjev, že v osnovi pa je veliko bombončkov, kot so projekcijski zaslon, velik zaslon z navigacijo, polni LED luči in 16-palčna platišča, ki pa delajo krivico tej hudi obliki, zato boste izbrali večja, a ne?